Ko iščete športno elegantno limuzino, najprej pogledajte proti Mercedes-Benzu CLS. Prav oni so namreč nekako na novo zopet odkrili ta segment in že na ta račun si zaslužijo kakšno hvalo. Pa ne samo zato, CLS-i so bili od nekdaj posebni in tale tretja generacija ni nič drugačna. Spredaj se mi zdi zelo zanimiv, ker je tako lepo zašiljen, z zadkom se pa še nisem čisto sprijaznil, nekako je potlačen, ampak nekaterim je všeč ravno zato. Saj veste, 100 ljudi, 100 čudi. Vožnja je v prvi vrsti sprostitev. Zračno vzmetenje Airbody Control ne bo na vrhu spiska obveznih doplačil, ker res lepo blaži, tudi če imate takšno velike 20-palčna platišča. V veliki meri zna avtomobil voziti sam, bere omejitve hitrosti na znakih, kamere in senzorji opazujejo črte, da znajo primerno vrteti volan, radarski tempomat nadzira oddaljenost do vozil pred vami, skoraj vse dela sam, ampak še vedno morate držati volan, to je jasno. Vožnja je lahko tudi precej hitra. Motor je vrhunski, vrstni 6-valjnik, nič več V oblike, iz 3 litrov prostornine stisne 210 kW moči, kar je 286 konjev. Če temu dodam še 600 Nm navora pri vsega 1200 vrtljajih, potem je jasno, da konkretno vleče že iz najnižjih vrtljajev. No in če še temu dodam odličen 9-stopenjski samodejni menjalnik, potem je jasno, da si tale stroj zasluži tisto zvezdo tamle na nosu. No in kaj mi je najbolj všeč v praksi? To, da tudi pri 160 km/h vrtljaji še vedno ne dosežejo številke 2000. Na avtocesti je kralj. Vožnja je lahko tudi dinamična. Ne športna, ampak hitra. Avto vseeno tehta 2 toni in je dolg praktično 5 metrov, zato med ovinki ne skače kot balerina. Se pa vseeno premika zelo suvereno. Ravno zaradi navora se iz zavoja kar izstreli, menjalnik je v tem športnem programu zelo hiter, kar čaka na vašo reakcijo. Tudi občutek ni slab, vse skupaj postane malce bolj trdo. No, še vedno pa mi je CLS daleč najbolj všeč takrat, ko je nastavljeno udobje in potem voznik samo uživa v kruzanju. Z lepo vožnjo je tudi poraba samo 8 litrov, kar je super rezultat. Zakaj stane kar 112 000 evrov, ste se vprašali? Ja, ker je CLS pač nekaj posebnega in si ga lahko privošči malo ljudi, tisti pa ne bodo vzeli osnovnega za 79 000, ampak bodo izbrali vsaj takšen izgled. AMG Line, da o zračnem vzmetenju niti ne govorim. Mercedes je lepo poskrbel tudi za Technofreak, svojo aplikacijo, preko katere lahko spremljate osnovne podatke o avtomobilu, ampak meni je bolj važno, da se tako dobro pelje in da tako impozantno izgleda.